Drage moje lepotice, dobrodošli na kanalu Evina lepotilnica in v novem videu. Kar nekaj vas je ponovno na novo naročenih na moj kanal, tako da živijo, dobrodošli, jaz sem Eva, lepotna in modna vlogerka. In danes nas v bistvu čaka en tak nakupovalni video. Zdaj, ne vem, če sem že kdaj prav posebej povedala, kako nakupujem jaz, oziroma nakupujem. Da pojasnim. Jaz v bistvu si vsak mesec berem en dan torej v mestu, ko upravim v bistvu tako zalogo kozmetičnih produktov. To so produkti kot so vatke, palčke, lepila za umetne trepalnice in ker sem ta nakup upravila ravno včeraj, sem rekla, zakaj pa ne bi jaz posnela kar enega videa in ti pokazala, kateri so tisti produkti, torej, ki jih kupujem na zalogo in uporabljam čist vsak dan. Poleg tega sem tudi tako nekaj nakupovala, neke čevlje, 3 nove pare imam, tako da ti vse pokažem, če te takšen video seveda zanima. Tako da, ja, tlele imam 2 vrečke, 3 škatle, tako da jaz mislim, da najboljš, da greva na video. Evina lepotilnica. Tako, evo pa začniva in sprazniva najprej tole kozmetično vrečko oziroma Miller vrečko. Miller je to trgovina, kjer v bistvu največkrat nakupujem. Mimogrede, ta video ni sponzoriran, vse to sem kupila s svojim denarjem. Tako da ja, mogoče kar začniva evo z vatkami, ker to je tudi nekak polica, kjer se najprej ustavim. Zdaj sem kupila samo 2, ker imam neki vatk še na zalogo, če sem čist natančna še 4. Tako da sem tokrat vzela 2, meni so tele vatke super, v bistvu dačne, z duo quality, 140 jih je noter, cena je tam okrog 90 centov, tako da to so res vatke, na katere prisegam in so meni osebno najboljše. Tudi v bistvu na vse losione, na vse micelarne vodice so se super obnesle. Potem, ja, čist zraven teh vatk je polička z vatirjenimi palčkami, tudi to gre zelo hiter, tako da evo, nova zaloga. Te so tudi, mislim, da pod 1 evro, oziroma sigurno pod 1 evro, 200 jih je noter in tele so mi super. Pa ful mi je zanimivo, ker ima vedno tako drugačno škateljco, pa je tako potem malo še dekorativno to v kopalnici. Potem, evo, tokrat sem kupila še tele vid trakove, torej za nadležne dlačice, za pač spulta, ne. Vroče je, poletje prihaja, oziroma je že toliko toplo, da si lahko privoščimo kikeljco in seveda gladke noge so nujne. Vse verjetno te listke pozna, so sicer kar dragi, ampak jaz sem probala že testirati kakšne cenejše in so se te vedno najboljš obnesli. Tako da, ja, evo, tele lističe za pult dlačice tudi kupujem kar tako vsak mesec. Pol, evo, lepilo, duo, vedno kupam lepilo duo, res super funkcionira z umetnimi trepalnicami, sem ga res preizkusila že na kar nekaj različnih vrst trepalnic in moram reči, da je to v bistvu edino lepilo, ko ga kupujem in mi je res super. Essence recimo ima svojo vrsto umetnih trepalnic, zraven dobiš tudi lepilo, ampak ni to to. Tako da, tudi če kupam recimo trepalnice, ki imajo noter že lepilo, vedno porabim tega. Potem evo britvice, zdaj tukaj nisem toliko striktna, tle malo menjavam, probavam, tukaj sem vzela tele od Aveo, upam, da sem prav izgovorila. Bile so v akciji, drugače so 2 evra, tokrat so bile evro pol, 8 jih dobiš, kar se mi zdi kar kul cena. Pa jaz vedno gledam, da so vsaj 3 te rezila, ne, da pač res dobro pobrije, ne? Tako da ja. Potem, evo, tokrat sem kupila tudi zobno ščetko. V bistvu sem jo čist naključno pograbila, nima nobenih kakšnih takih posebnih lastnosti. Zdela se mi je zanimiva, barva nova, tako da ja, tudi obvezen nakup vsak mesec. Pa potem vlažilni robčki, te kupujem mogoče bolj pogosto, kakor na en mesec, ker jih zelo hiter porabim. Jaz sem obsedena z vlažilnimi robčki in jih imam vedno pač v torbici. Sem pa malo razočarana nad tem vonjem. Enkrat sem imela ene z vonjem višnje in te so toliko dišale. Te pa tako spominjajo na von novih zvezkov, tako da sem malo razočarana. Beauty Baby, v bistvu vedno kupujem robčke za dojenčke, ampak tole ni preveč dobro, tako da teh ne priporočam. Pa potem sem kupila aceton od znamke Afrodita, tam je ful všeč od Olive, ker v bistvu
nohta tako ne izsuši, če se to logično sliši za noht. Vem, da včasih eni acetoni to povrhnico čist naredijo tako mat, ta pa lepo naredi noht še vedno tak oljnat, tako da tale mi je res super. Aceton pa še tako lepo diši po olivah. Potem obvezen nakup tudi zobna nitka, brez katere si ne predstavljam svoje zobne higiene. Če spremljaš moje storije oziroma moj Instagram, pol veš, da sem si jo zadala eno tako nalogo, da najdem dobre nude šminke, ker sem jih imela kar neki in včasih jih nisem nosila. Zdaj pa, evo, z novo barvo las sem rekla, da hočem imeti nude šminke, tako da sem si kupila kar 4 nove in to po tvojih priporočilih, tako da ful vsem hvala, ker ste mi svetovali. Če je kakšna, ki je ljubiteljica nude šmink in veš za kakšno dobro, bom ful vesela, če mi zapiše spodaj v komentar, ker dobri šmink ni nikoli preveč in če na kakšno presegaš ti, bom ful vesela tvojega priporočila. Evo, svetovali ste mi tole od znamke Essence, tale je v številki 04, sem jo swatchala na roki, nisem je še nosila na ustnicah, definitivno uporabljam v kakšnem tutorialu, tako da to je bilo vaše priporočilo, pa potem še tole od znamke Essence v številki 03, tako da evo, tale je malo temnejša in tale je ena svetlejša. Potem lip gloss, nad katerim sem navdušena in ga vam tudi zdajle gor, tudi vaše priporočilo je od znamke Max Factor. Ta lip gloss je res hud, tudi takoj, ko sem ga dala gor, sem rekla, to je to, tako da tale sem prepričana, da ga bom ful nosila. Pa še en lip gloss od znamke Essence, ta je v bistvu tak neravno rdečkast roza, nude, ima neke bleščice, tako da za zvečer po moje, ko želiš še malo tega sijaja, mislim, da bo super. Je pa številka tegale 04, pa ne bi dal tudi nek volumen ustnicam, tako da bomo sprobali. In evo, tole Miller vrečko smo spraznile, gremo na naslednjo. Pa imam tukaj še en produkt, ker ga sem ful vesela, da sem kupila, ker sem ga zadnje čase kar precej intenzivno iskala in to je denarnica. Zdaj tako iz denarnice kupujem tam na kakšne 3 leta in vedno so od znamke Guess, obožujem Guess, sicer je malo dražji, ampak tudi zdrži, tako da mislim, da je vreden svoje cene. V bistvu drži, tam po 3 letih recimo moraš zamenjati. Evo, tale je čist po mojem okusu, bela barva, roza barva, zlati detajli, poleg tega je ful prostorna, tukaj se posebej odpre za kartice, tukaj za na hiter vzeti denar ali pa kakšno kartico, ki je najpogostejše uporabljaš, tako da sem ful vesela, evo, da bo tale z mano sigurno vsaj 2, mogoče tudi 3 leta. Upam edin, da se tale bela ne bo preveč umazala, tako da jo moram ful čuvati. Pa imam tudi nov body, evo, sem ga tudi ful vesela, v bistvu všeč mi je, ker je ta body na gumbke, ker veliko bodyjev je ful lepih, ampak če ni tukaj spodaj gumbkov, ga jaz ne kupam, ker pa če moraš na WC, je potem to res ful problematično, Tako da evo, ta je bil 30 € v številki S, ko mi čakam, da bo še bolj toplo, da ga bom nosila definitivno na kavbojke ali pa na kakšne hotke. Potem še en nakup, tega sem res ful časa iskala in končno našla, to pa so superge. Namreč iskala sem črne supergice, ampak ne črn superg za recimo teč. Hodila sem tak superg, da je eleganten, torej da gre na moje tiste ene črne hlače, ki jih imam, ali pa na eno tako bolj elegantno zadevo. In evo, končno sem jih dobila, takele čist črne, ful sem vesela, ker je tudi peta črna, da ni bela, ker potem prav seka ven, tukaj pa se vse tako lepo zlije. Pika na i, itak teli biserčki, pa so take izsvile in vezalke in celotna dolžina supergice, tako da končno jih imam, pa sploh niso bile toliko drage, 23 €, kar se mi zdi v bistvu za supergo ful ugodno. Imam pa še dvoje nove čevlje in to so tukaj le noter in oboje so v bistvu petke. Zdaj pa kaj ti jaz najprej pokažem, mogoče tele črne. Zaželela sem si tudi v bistvu ene take petke, imam ene črne škorne iz Primarka, če se spomnite, zdaj pa sem želela ene take petke, ki jih imam lahko tako za hiter, za nalepško, moraš biti fancy šmenci, da so od spredi zaprte, da je peta tako udobna, da ne recaš po Ljubljani, ampak da dejansko zgledaš urejena. In evo, tele lušne tudi se mi zdi, da so take, da me noga ne bo bolela, moja številka 36, mehno nogo imam, cena pa 25 €, kar se mi zdi tudi za čevelj
čisto v redu, super cena, tako da ja, sem vesela zdajle, da bom lahko nosila razna krilca in tako, ker dejansko jaz balerinke skoraj da ne moram imeti, mislim, da sem vam to že enkrat povedala, ker me v zadnji začne noro boleti kost in tudi noga, potem se to poti, tako da jaz ful nisem za balerinke, sem pa za evo take cute čeveljce. Pa še eni čevlji, oziroma tudi petke, ful sem premišljevala, a bi si prvoščila, a ne bi in pač pole. Moj notranji glas rekel, Eva, daj, ker ponovadi je tako, da če se spravam z razlogom v trgovino, da si bom nekaj kupila, pol itak nič ni. Tako da sem se naučila, da ko ti je nekaj všeč, takrat kupaš. Evo, tele lepotičke, poglejte jih. Kako so lepe. V bistvu taki poletni sandalčki za oblekce, za tudi kakšne hlače, zakaj pa ne. Tako se lepo zaveže pol gor po koži teli trakci in ful dobro izpade. Tole mi je ful všeč, mislim, res so celi tok cute, tako da ja, ko mi čakam, da jih bom imela, da jih bom nosila, da jih bom kombinirala, ker so ful so lepi. In evo, drage moje, to je to, kar sem ti imela za pokazati. Upam, da ti je bil video zanimiv. Definitivno bom ful vesela kakšnega vašega feedbacka, ker jaz dostikrat kaj tako na hiter kupam in se pol to nabere. Pa bi z veseljem pokazala, samo ne vem, a so ti tudi take parčkarije, recimo, če se teh Miller zadev držim zanimive. Ta večje stvari verjamem, da vas zanimajo, ampak tako, za na hiter, vatke in palčke. Tako da, dajte mi kakšen feedback, poleg tega bom tudi ful vesela, spodaj, če mi v komentarju zapišete, kaj bi radi gledali naslednjič, ali kakšen make-up tutorial, ali si želite več vlogov, ali si želite, ne vem, vi povejte, bom tokrat upoštevala vašo željo, mislim, se vedno, ampak dajmo tokrat res prav vas povprašati. Tako da, ja, to je to, evo, lepo se imejte, se gledamo v kratkem in rada vas imam. Čau, čau!